Draga Sara, dobrodošla. Najina zgodba se je mogoče začela malce drugače, kot se je začela zgodba z večino drugih mojih sogovornic in sogovornikov. Pravzaprav si bila ti tista, ki me je kontaktirala pred nekaj časa in želela vedeti nekaj več o coachingu, pa o coachingu s konji. In tako se je najino druženje začelo, najprej mogoče bolj v vlogi mentorice. Čez čas pa si postala povsem enakovredna partnerica, ne samo pri Navdihni me projektu, ampak tudi pri podjetju Insights, v okviru katerega tudi našo revijo in vse te spletne webinarje Navdihni me v času sprememb organiziramo in pripravljamo. Mene si predvsem navdušila s svojo vztrajnostjo. Res izjemno vztrajna, izjemno predana, izjemno raziskovalna v okolju do sebe, do drugih in s tem imaš izjemno velike potenciale in ko mi čakam, da boš se čisto razcvetela in zaživela. In s tem namenom sem ti danes, to temo, ki jo imaš, sem ti pravzaprav določila. Nekako se opravičujem, ker se non-stop sklanjam, ampak tu imam eno 4-nožno žival, ki grozno pogreša zdaj pozornost. Prav neverjetno, ker ni bila cel dan z mano in cel teden in ne vem kdaj. Tako da to je prav zabavno, kako je ravno takrat, ko nekaj počneš, vsi ti 4-nožci pridejo in ful rabijo. Vse otroci so pa zelo podobni, neke razlike. V redu, Sara, današnja tema je, zakaj sem ti jo izbrala? Zaradi tega, ker sem ugotovila, da je to področje, ki ga po eni strani izjemno dobro vladaš, po drugi strani pa potrebuješ še nekaj malega, rečemo temu, priljenja, okej? In ti si tudi edina izmed vseh sogovornic in sogovornikov, ki nisem pripravila iztočnic, tako da sem te vrgla v vodo in evo, plavaj. Najprej hvala, ki si me povabila. Moram reči, da te spoštujem neizmerno, si res vzornica. A si še tam? O ja. Ki si zamrznala. Mislim, ko sem brala tvoj življenjepis, sem bila čist fascinirana in pač sem vedela, da si prava oseba, na katero se moram obrniti, da zaživim z coachingom in z coachingom s konji. In si me inspirirala v vseh možnih pogledih. Tako da hvala, da smo lahko sodelovali, da me jemlješ kot enakovredno partnerico, pa da lahko sodelujem pri tvojih projektih, pa da tudi moje upoštevaš. Tako da Pa bomo kar začele. Pa to bi rekla, da mi je bila ful zanimiva to, da si izbrala glih to temo, ker je v bistvu jeza eno tako čustvo, ki imam zelo močne spomine tudi iz otroštva na njega. In sicer, ko sem bila majhna, jaz sem bila zelo, tvoja glava zelo odločna in pa trmasta. In recimo ena taka zgodba, ko sem šla v trgovino, meni ni bilo jasno, zakaj jaz ne morem vsakič dobiti Kinder jajčke in če sem jo dobila, mi ni bilo jasno, zakaj pa še ne morem dobiti, ne vem, sladoleda. In pač sem s tem živcirala starše. In enkrat je mama rekla, da gre v trgovino in jaz sem rekla, grem jaz s tabo. In je rekla, no, jaz grem še prek sosedom, pa mi je bilo sumljivo, jaz sem takrat gledala Esmeraldo in čujem avto, da se vklopi, letim ven, vidim, da mama gre in sem tekla za njo ene 500 metrov, kričala, bila čisto iz sebe in se spomnim tistega občutka, te res močne jeze, ki bi lahko takrat sem imela občutek, da mi bo elektrika ali pa nek ogenj lahko prišel iz rok, toliko energije sem čutila vse. In ta občutek jeze je res lahko zelo, bom rekla, strupen, če ne znaš z njim prav delati. Tukaj bi pa dala eno prispodobo, ko smo pri otrocih, da je jeza
da na jezo lahko gledamo na nek način tako na otroka, v smislu ne želimo je dati za volan, niti je nimamo namena dati v prtljažnik. To pomeni, da v bistvu, ko imamo dve vrsti, ki lahko reagiramo na jezo, in sicer, da eksplozivno pač reagiramo, in v takih primerih verjetno že vsak od vas je nekoga od bližnjih prizadel nehote, oziroma mu je bilo potem kasneje žal ali pa sram, jih je bilo sram, in pač v tej eksplozivnosti ne naredimo ponavadi nič dobrega. Po drugi strani pa lahko stvari potlačimo, se pravi, damo v prtljažnik jezo, s tem pa tudi nič dobrega sami sebi ne naredimo, zato ker v bistvu s tem zanikamo sebe, svoje vrednote in v bistvu svoje meje nižamo in smo sami sebi neiskreni, nepristni, in pač prej ali slej se to pozna in ima iste učinke, kot pa tista jeza, ki jo v bistvu eksplozivno izražamo. Pri samem izražanju bi rekla, da je pač jeza včasih prekriva tudi druga čustva, tako je recimo strah ali pa sram ali pa žalost. Recimo jaz, ko sem izgubila mamo, sem izražala tudi jezo na Boga, na vesolje, tudi na tiste zdravnike v tiste zadnji fazi. In pač ta jeza je bila neupravičena, je bila v bistvu žalost. In v bistvu strah, nesigurnost, prizadetost, en kup enih čustev. In zdaj fora, da čustva mi ne moremo kontrolirati, da se rodijo, in ne rodijo se kar tek čez noč, ampak se v bistvu zgodi neka situacija, ki pri nas sproži en miselni proces, in ta miselni proces v možganih sproži fiziološko-kemično reakcijo, ki pač povzroči znake nekega čustva, kot je pri jezi, recimo pospešeno bitje srca, napetost v celem telesu, stiskanje čeljusti, pospešeno dihanje ali pa zadrževanje diha. V glavnem vse te, ki jih poznamo, vsak tudi različno reagira. In pač fora je, da mi ne moremo kontrolirati, a se bojo ti občutki rodili ali ne, ampak kontroliramo lahko, kako mi na njih reagiramo. In pač skozi to, kako mi na to reagiramo, se pojavljajo potem tudi neki vzorci, in če mi spremenimo te vzorce postopoma pa zavestno, se potem tudi v bistvu na nek način lahko kontroliramo, kakšna čustva se v nas rodijo. In recimo eni taki vzorci, ki spodbujajo pač nek val jeze, je vsekakor posploševanje, se pravi, vedno ta zadnjo potegnem, nikoli nisem bila dovolj plačana, nihče me ne ceni. Take izjave pridejo, niso resnične, in pač moramo se zavedati, da to ni resnično. In če smo navajeni na tak način se izražati, na tak način gledati, pač hitreje pride jeza in pač ostala čustva, pa ne želimo praviti negativna čustva, zato ker nobeno čustvo ni negativno, ampak je izraz, je neka rdeča zastava, ki nas na nekaj opozarja. In zdravo je, da mi to čustvo zaznamo in ga predelamo. Potem druga taka stvar je obsedenost z moram. To bi rada rekla res obsedenost, se pravi bolj perfekcionizem, v smislu, naučeni smo bili, če gremo nazaj, včasih je ženska veljala, da mora skrbeti za družino oziroma mora kuhati, mora pospravljati. Danes vemo, da temu ni več tako, da so dela, ki se lahko delijo, pač je odvisno od posameznika, kjer hoče imeti. In kadar pa mi tendiramo k temu, da imamo ta perfekcionizem, da moram to narediti, moram danes, moram in sebe s tem pod pritisk in pač, da se čutimo dolžni, v bistvu, da delamo stvari, ki jih ne želimo, ki niso v skladu z našimi vrednotami. To zdaj ne pomeni, da ker meni ni fajn oblek prati, pač, da jaz ne bom več prala, pač se pravi, ene stvari so nujne za preživeti, ampak
da se pa odločamo glede na naše želje, naše potrebe, naše vrednote, je pa bistveno. In da se ne devamo pod pritisk, da to moramo. Potem obtoževanje drugih ne gre v nobenem primeru. Mi smo odgovorni za svoje življenje, mi sprejemamo odločitve in pač obtoževanje drugih nas nikamor ne pripelje in nobenemu ne koristi. Preziranje dobrih stvari, recimo, ko vsakmu se je že zgodilo, ko vstanemo z levo nogo in potem se udarimo, ne vem, v mizo in pač izbruhne ta jeza in, ne vem, preklejemo to mizo in potem gremo, hočemo narediti zajtrk in nam se vse polije in pač spet sprožimo ta proces, ki v bistvu privabljamo. In vsak, mislim, da je že enkrat doživel, ko rečeš, pa res, kaj se še lahko zgodi in dobiš eno tako klofuto od vesolja, da si nisi mogel predstavljati, da se lahko še to zgodi na isti dan. In tukaj bi rekla, recimo, ena taka zgodba, ko sem jaz enkrat sem šla na pošto in sem se spotaknila. Imela sem levo roko poškodovano in sem se ujela na desno, ampak je bila tam glih ena luža, ena in edina luža, v katero se je pač priletela z roko in kakor sem pač pristala, mi je špricnila tista luža direkt v obraz, v priču sred centra, sred belega dneva. In tisti trenutek so prešinali me tisti občutki sramu, pa nekega, bom rekla, še tako iz osnovne šole, ko je pač čisto, ampak so me sam prešinali in v tistem trenutku sem se začela smejati in sem rekla, a res, a lahko se tek sramotim. In pač tak odnos do enih takih dogodkov je pač povzroča, da se ti vzorci naših reakcij potem tudi spreminjajo, da se ne zbujajo čustva za vsako stvar negativno oziroma neka, bom rekla, z nizko vibracijo. Zdaj, potrebno je razumeti, da je pač tukaj stvar odgovornosti, da se soočati pa priznati, da imam problem z jezo ali pa z izražanjem čustev, ni enostavno. In pač to ni proces, ki je enostaven ali pa prijeten, vsakega je sram, vsakmu je težko se s tem spopada in pač izogibanje pa vsekakor temu ne pripomore, ampak se stvari samo nalagajo, dokler pač se ne izbruhne. In zato je v bistvu potreben pogum in pa, da najdemo sočutje v prvi vrsti sami do sebe in tukaj je ena taka zanimiva vaja, če si predstavljate en dogodek v preteklosti, ki vas je bilo, ne vem, ki ste bili jezni in pač, če se pogledate za nazaj in pogledate, da ali ste otrok, ali pa da je to vaš nek prijatelj, ali pa da je to nekdo, ki vam je res blizu, ki ga imate radi, kaj bi vi njemu takrat svetovali? Kaj bi mu vi prišepnali na uho in rekli, da vidimo, da tista situacija takrat ni bila tako pomembna, da ni bilo tako grozno, kakor se je pač dejansko čutilo. In pač na tak način lahko reagiramo v vsaki akutni situaciji. Se pravi, najdemo sočutje prvo do sebe, da se razumemo in si dovolimo to čutiti, je pač bistveno in zato je potreben dejansko pogum. Zdaj, zakaj bi se sploh soočali z jezo, je, ker ima dejansko posledice na fizični ravni, se pravi, bolezni srca, povišan krvni tlak, diabetes, zmanjšanje imunskega sistema oziroma funkcionalnosti imunskega sistema, nespečnost, potem psihično je to povezano z depresijami, s tem, da se ljudje izolirajo, pomanjšanje koncentracije, ne znamo več uživati in pa seveda na odnosih in tudi v karieri. V karieri doben ne bo prenašal nekoga, ki je jezen in razgraja in ne vem kaj. Imajo rajš tiste, ki so tih, ampak spet prej ali slej to pač izbruhne, ampak
tisti, ki so tiho, pa lahko tudi potem pridejo domov in nažalost prenesejo to jezo na ljudi, ki niso nič krivi in na ljudi, ki so jim najbolj blizu, ker so tam pa bolj sproščeni. In pri odnosih bi rekla, če se postavite, recimo, to sem upala, da mi bo ratalo posnet, ampak ni bilo situacije. Naš pes je ful čustven, ful dojemljiv pes in pride in ubogljiv res v nulo pes, ampak ne morem ga odvaditi, da ne bi jedel nekaj, kar pač najde in pač dostkrat je to, kar je, nažalost, nek drek. In takrat, ko jaz pač ga zalotim, da to dela, postanem jezna. In v tistem trenutku pač jaz takoj lups, fuj to, ne sme, in on neha, ampak, ki ga jaz hočem dati potem na kao za kazen, na povodec, ne pride k meni. Na 2 metra je stran od mene, ne pride k meni. In ne pride, dokler jaz dejansko se ne umirim in dam to jezo ven in sva spet prijatelja in potem on pride, ker potem sem jaz očitno dovolj prijetna za njega. In to je isto, če pogledamo v kakršnem koli odnosu, če vidimo pa sploh nekoga, če ga imamo radi, če vidimo, da je žalosten ali pa da ga je strah, bomo mu želeli pomagati, bomo šli do njega, bomo iskali načine, kako ga dvignati. Ko je nekdo jezen, se ga bomo na davčno okolje izogibali. Ne bomo iskali rešitve za njega, ampak bomo bili vredeti, ti kar bod tam. In na tak način moramo gledati, da pač si želimo seveda odnose, v katerih bi mi bili prijetni in drugi prijetni nam, ne pa, da bomo se izogibali en drugega. In zdaj, soočanje z jezo, bom rekla, na čist fizični ravni je pač prvo dihanje, upočasnimo dihanje, dihalnih vaj je ful, potem je meditacija, tudi ena taka, da bolj kontroliramo lahko svoje čustva, smo bolj zavestni. Potem taoizem veliko govori o tem in pač taoizem ima, recimo je jeza, pač je vsako čustvo povezano z enim organom in jeza je povezana z jetri in z zvokom š. In to mi je ful zanimivo, da pač mame naravno, ko začnejo miriti otroka, začnejo delati š, pa jih noben tega ni naučil, bom rekla, neki taoistični majstri, ampak je to v nas in ogromno odgovorov imamo mi v nas, sam smo si pozabili, kako si prisluhnati. Imamo en kup enih motivnih dejavnikov, ki nas usmerjajo v vse možne stvari in pač je res pomembno, da prijemo noter nazaj k sebi. Tukaj bi rada povedala, da je Savina Attaj začela en 100-dnevni izziv, lahko pogledate njena, ki ima glih na to temo pač povezano z taoizmom, je en kup enih vaj. Drugače pa vam z veseljem pokažem eno vajo, ki je povezana, ki jo pa mi predstavlja Donna Eden, to je, ona ima energijsko medicino, in v bistvu pač je povezana z Mederianom Trojni grelec, ki je v bistvu zadolžen za naš odziv, beg ali boj ali zmrznitev. In pač je point, da glih to, da danes smo toliko obdaljeni z enimi stresnimi faktorji, življenje je ful hitro, v zraku je ogromno več onesnaženih stvari, v hrani je en kup enih, bom rekla, kemičnih, sploh predelanih hrane, nekih snovi in naše telo ves čas zaznava, pač, da je treba ali bežati ali pa se borita. In tudi recimo v odnosu, recimo, ko vas otrok ignorira in spet pride to, da bom se umaknila, ignorirala ali pa bom pač reagirala preostro. In bom rekla, trojni grelec v bistvu umirimo, te vaje ne morate nikoli prevečkrat delati. In sicer, kaj se temu reče, ne vem, to naredimo, stresemo, damo roke gor na oči, s prsti obrnjenimi navzgor, dihamo čez nos, izdihnemo
čez usta in pri naslednjem izdihu, se pravi še enkrat vdihnemo in pri naslednjem izdihu potujemo na sence in pač pritisnemo tudi na sence, se ne božamo, ampak je to, so močni dotiki, obrnemo roke in gremo zdaj z vdihom okrog ušes, vse okrog nazaj po vratu, izdihnemo, enkrat vdihnemo in spet izdihnemo in pri naslednjem izdihu gremo na srčno čakro. In to je to. Temu rečejo smuti za trojni grelec in to lahko delate neomejeno, kadarkoli ste živčni. Pa še ena vaja, ki je tudi v bistvu za uravnavanje trojnega grelca, pa mislim, da je pol nasprotna vranica, je, ko se večkrat tikle držimo, recimo ena teorija je, da lahko smo pač zadržani, jaz večkrat tikle se držim, ker sem zelo zmrzljiv človek, pa pač mi paše tek biti. Ta Donna Eden pa pravi, da nam telo sporoča, ker naše energije se morajo pač križati v telesu, da pač nam telo sporoča, da si želi, da pač križamo in pač gremo z desno roko na levo stran pod, v bistvu, ne vem, se vidi, pod prsi in z levo nad komolec in pač na ta način v bistvu povzročamo spet, da se uravnava ta trojni grelec in mislim, da je vranica. In pač tudi pomaga pri temu, da se umirimo, da se naše energije uravnovesijo. Tako da, to sta ene dve take vaje, ko so mi ful všeč. Drugače pa nazaj na fizično soočanje. Včasih ne pomaga dihanje, ne pomagajo take vaje, ampak mora človek res dati ven energijo v smislu neke fizične aktivnosti, res tega, da se prešvicamo. Meni osebno jaz rada uporabljam Focus T25 od Shantija, nekaterim bolj paše tek, kakorkoli, važno je, da v bistvu se res preusmerimo fokus, da se naše telo prekrvavi, da se napolnimo z zrakom, da možgane prezračimo, da lahko spet bolj, bom rekla, odprto gledamo. Včasih pomaga jok, včasih pomaga kričanje, včasih pomaga pogovor. Pomembno je, da izberemo eno osebo, ki nas bo razumela, ki ne bo naše občutke razvrednotila in pa ki nam bo tudi znala odpreti nek drugačen pogled. V takem primeru, ko ste jezni, ne idite ene osebe iskati, ko bo še zraven tolkla, da boste povečali to jezo. Potem ena taka vaja je pa tudi, da pač v bistvu pozornost preusmerimo na sedanjost in sicer na vonj, se pravi, ali vohamo neke rože, nek parfum, ki nas spomne na neke druge spomine, recimo meni sončna krema, sončna krema meni spravi v tiste otroške čase, ko smo bili na morju, pač karkoli pač imate, kaj je vaše, okus, ali je to čaj, ali je kava, ali je to čokolada, seveda vse v mejah normale, vid, da pogledate neko sliko, ko ste bili srečni, da pač, ki vas osrečuje, potem zvok, glasba je čudovita in pa seveda dotik. Dotik, meni osebno, če sem jezna na partnerja, ni variante, da se me dotakne. Živali so pač moja tista, bom rekla, tisti dotik, ki mi pa ogromno da v takih situacijah. Zdaj, tako soočanje kot tako, bom rekla, mentalno, je pa pač pomembno, da fajn je, da prepoznamo znake čim prej, da v bistvu zavestno prevzamemo odgovornost in da prevzamemo kontrolo nad našimi reakcijami. Upočasnimo dih in v bistvu s tem, ko upočasnimo, poglobimo dih, vse upočasnimo. To pomeni celotno dogajanje upočasnimo, ker jeza nam narekuje, da je vse treba zdaj narediti takoj, kar, akcija. In pač ne rabimo je verjeti. Se ustavimo in se malo oddaljimo in zdaj spet tukaj pač jeza lahko daje, bom rekla, napačen, zlagan občutek moči.
ker je pač se nabere ta energija in pač to čutimo kot moč in to dejansko lahko pri nekaterih ljudeh pač postane zasvotljivo, zato ker nimajo drugih orodij, kako izvajati moč, ker nimajo, ne vem, znanja ali pa veščin komunikacije, da bi drugače prišli do svojega in uporabljajo glih to moč skozi jezo, da pridejo do nekih svojih pač stvari. In pač to je lahko hitro zasvojljivo, tako da tukaj res je treba paziti, ker to ni moč, ampak je res šibkost, da ne kontroliramo sami sebe. Zbrati moramo pogum in se v bistvu sami soočiti najprej z našimi čustvi. In si na glas priznati, se pravi, to me je pa zdaj razjezilo. Pač si priznamo čustvo na glas, ne da probamo reči, ne, saj ne bo, saj ne, ali pa ga pač ne. Na glas priznati. In potem, da res pokažemo, tako sem že prej rekla, sočutje do sebe in do drugih in pač razmislimo, kaj je tisto, kar lahko mi naredimo v dobrobit vseh. Fajn je, da se radovedno vprašamo, se pravi ne obsojajoče, ampak da se res radovedno vprašamo, kaj mi ta jeza želi pokazati. Kaj je tisto, kar se skriva, kaj je razlog, čemu sem se do zdaj izogibala, da mi ta jeza zdaj hoče to povedati. Potem je fajn, da se vprašamo, če bi se to zgodilo 3 leta nazaj, a bi to bilo dejansko pomembno in pač kakšen želic si res želimo. Ker dostikrat si nekaj želimo, pa pol kot tisto dobimo, ugotovimo, da v bistvu si tega sploh nismo želeli. In je pač res pomembno, da ugotovimo, kaj je res tisto, kaj želimo in pač, a je to vredno. In ena taka stvar se mi zdi tudi zelo pomembna, da ugotovimo, a se upravičeno jezimo. Se pravi, za mene je neka upravičljiva jeza, če nekdo nam nekaj zelo namerno naredi ali pa da nas res namensko ignorira, namensko prizadene, pač se mi zdi, da to je upravičeno. Neupravičena jeza, recimo, banalen primer je pa promet. Recimo, pa spet lahko dam za oboje. Upravičena jeza se mi zdi, ko recimo na avtocesti ljudje prehitivajo po desni strani in s tem dejansko ogrožajo moje življenje, življenje ostalih, zato ker pač je to prepovedano, noben tega ne pričakuje in marsikdo ni pozoren in ne pogleda, preden zavije tja. In mene osebno jezi, zato ker jaz imam neko varnostno razdaljo in pol mi pride ta cepec in mi vzame to varnostno razdaljo in pač kaj je s tem naredil, en avto pred mano je bil in nič druga ni naredil. Nič prej ne bo, pa nič se ne mislim, ampak s tem je samo ogrožil v bistvu moje pa drugo življenje. Po drugi strani, ko pa pač se pelje nekdo, pa se pelje, ne vem, 40, tam, ko je omejitev 50, to pa je neupravičena jeza za moje pojme, ker mi nikoli ne vemo, kaj je s to osebo. Ta oseba lahko, da je glihkar izgubila službo, ta oseba lahko, da je glihkar, pač, da jo je fant žena napustila, karkoli, lahko, da je, ne vem, izgubil ne vem koliko denarja, lahko, da mu je nekdo umrl. Milijon enih stresnih dejavnikov, ki se lahko te osebi zgodijo in je lahko pod nekim stresom, ki glih komi se bo pripeljala do tiste končne točke. In pač mi ne vemo, zakaj ona tako vozi in pač ni prav, pač je prav, da pokažemo malo razumevanja pa malo potrpežljivosti v takih situacijah. Potem je pač tudi pomembno, da se vprašamo, recimo, kaj je pač zdaj potrebno, da naredim, da s tem ne škodujem drugim in pa da se splača v to res investirati čas in energijo. Jeza inspirira akcijo in ko se v bistvu soočimo z njo, lahko pridobimo ogromno jasnosti in uporabimo lahko to moč za to, da izboljšamo sebe in svet okoli nas. Ni negativno čustvo, ni nezaželjeno čustvo, ampak je v bistvu čustvo, ki nam da neke rdeče zastavice, da je nekaj se dogaja. Zdaj pa bi mogoče kar prešla na konflikte. Zdaj takole je, draga Sara, ne boš verjela, ostalo ti je še nekje 8 minut, če imamo za tole druženje, pa če omejeno imamo na nekih 30 do 40 minut, smo nekaj, da bomo ta naša srečanja delali. Zato mogoče v tem trenutku, če so kakšne vprašanja, jih lahko zapišete v chat, pa jih bova prebrali. Tako,
Tomaž piše komaj toliko, predvideva, da je to mišljeno, zakaj tako malo. Ampak dajmo vseeno s kakšnimi vprašanji, kakšnimi konkretnimi zadevami, ki vas mučijo, težijo in bi jih radi razrešili, še mogoče kakšna dodatna vaja. Sicer pa predlagam, da se raje lotivate druge teme v ločenem webinarju in posvetiva naslednjih 30 minut do 50 minut temu. Jaz bi pa rada ob tej priložnosti še povedala, da omejitve, hvala Bogu, v času COVID in koronavirusa počasi padajo, maj prihaja, omejitve bodo, zdaj bomo lahko šli tudi v gostilne, v cerkve lahko gremo, ne? Mogoče bomo celo še na šole pa na fakse lahko začeli hoditi. No, kakorkoli, odločili smo se, da preostale webinarje, ki smo jih načrtovali v živo, izpeljemo s snemanjem in vam jih bomo dali na razpolago po linkih na spletni strani, kjer ste se tudi prijavili in si jih boste tam lahko sukcesivno ogledali. Namreč ljudje smo vedno več zunaj, dobro danes dežuje pri nas ko zmešano, pa hvala Bogu, v končni fazi je april in strašna suša je že bila, tako da luštno. Tako, imamo vprašanje, Darja sprašuje, kako dolgo je zdravo, da jeza traja? Pač dejstvo je, da z jezo se je treba čim prej spopadi, čim prej priti do dna, da se ne začnejo vse fizične pa psihične bom rekla, škodljive stvari, pa tudi, da se ne prenaša to na odnose, tako da čim prej, pač to je treba čim prej rešiti in priti stvari do dna, zakaj, odkje izvira, kako pač in narediti neke korake naprej. Dlje ko traja, več posledic pušča. Zdaj, če samo dovoliš, seveda je odvisno od obsega in situacije in tako naprej, ampak običajno pomaga jezo prespati, kot se reče, se pravi, če je res neka strašna, neka zadeva, ki globlje poseže, ne, ki je povezana mogoče še s kakšnim drugim čustvom, o čemer je tudi Sara prej govorila, v tem primeru je smiselno malo prespati, predihati, premeditirati, uporabiti kakšno tehniko in potem se začeti poglabljati. Spravi, včasih rabimo malo distance pa malo časa. Vsekakor pa ni pametno in ni zdravo mleti v glavi eno te isto, ker to nas ne bo pripeljalo k rešitvi. In ko smo pa na vrhuncu jeze in se s tem soočati in se s tem ukvarjati, moraš biti pa res tibetanski menih, da ti to rata, no? Res, neka fizična aktivnost, da to spraviš iz sebe, ker jeza je velikokrat povezana z agresivnostjo. Eni zmrznejo, eni pa z agresivnostjo in je fajn dati to občutenje ven, da lahko sploh pogledaš, kaj se za tem občutkom skriva oziroma, dodajam še eno osebo, ki se nam je zdaj čisto ob koncu pridružila, pa nič hudega, dobrodošla. Tako, morda še kakšno vprašanje? Če ne, Sara, mogoče nam izdaš, lepo si delila z nami tvojo izkušnjo iz otroštva in kako si bila huda na mami, ne? Ker te tako okrog prinesla, ampak to je bil njen način, kako se soočiti s tvojo jezo, tako da sploh do njega. Brez zamere, ker sem res bila težaven otrok. Jaz temu ne rečem težavena, veš, temu se pač reče vztrajen in nekateri s temu rečejo trma, ampak jaz rečem temu vztrajnost in brez tega elementa v življenju, verjemi, ne bi dosegla toliko kot si in kot še boš. Mogoče boš samo malo robove obrusila, pa mogoče boš malo drugače komunicirala, ampak to je čisto okej. Kaj pa iz tega tvojega odraslega življenja? Kaj je bilo tisto, kar te je recimo najbolj označilo z jezo? Kje si jo doživela kot rušilen element in kje si jo doživela kot nekaj, kar te je zgradilo naprej, kar ti je dalo moč? Ker, mislim, jaz priznam, jaz sem bila velikokrat jezna, pa ni bilo nič pozitivnega v tistem, pa tudi naučila se nisem nič, zato so se mi situacije ponavljale. Ampak, okej, to z leti pride. Eni ste pa bolj Jaz sem bila tukaj, moram reči, da recimo pač moje, bom rekla, delodajalske izkušnje je bila dostikrat jeza prisotna, ker sem pač v bistvu najbolj me prizadane, najbolj jezna postanem, ko vidim neko nepoštenost. In to mi je grozno in s tem mi je grozno se soočati. In pač recimo, da grem sama, ko vidim smeti po tleh, po naravi, to mi tudi vzbuja jezo, ker pač mi ni logično. In pač to sem preusmerila v projekt, da give back in sem pač
bila sem jezna in pač vedno bolj sem bila jezna. Vsakič, ko sem šla na sprehod, sem gledala vsako svet, sem točno vedela, ki je, vsaka novo sem vedela, ki se je pojavila. In bila sem še pa najbolj jezna, da nikoli dobega nisem dobila. In pač pol sem rekla, da je kako izva dost, ne bom več teh smeti gledala, ampak bom pač pobrala in bom povabila še druge in bom naredila akcijo. In če ne bi prišla korona, bi šla okoli, to bo še plan, okoli bajt, tule, kjer pač živimo, pobirati prostovoljne prispevke, s tem jih malo spraviti v kočljivo situacijo, če bojo rekli, bom rekla, se ni rabite prispevati, lahko pa pridete aktivno pomagati, pa bom dala flyer, pač pa pridite. In pač na tak način v bistvu tudi malo dvignati zavest. In pač tukaj sem recimo pozitivno uporabila to. Na karierno gledano sem pa v bistvu to jezo ful gojila. In največja realizacija mi je bila, ko so me pač tek ljudje vprašali, in kak si, a ne? In jaz ne znam fejkati, a ne? In sem pač povedala, ja, ne, zun mu tam, sem tam, on mi je dolžen, on mi ni plačal, in sem prav videla, ko so eni ljudje, prav tek so se zaprli in so bili čim prej, da bom jaz nehala govoriti, da lahko grejo. In sem bila, opa, jaz nikoli nisem bila tak tip človeka, ki bi bila neprijetna. Jaz sem vedno bila nasmejana, pozitivna, pripravljena pomagati. In sem bila tek, pa kdo jaz tu zdaj postajam? In tu mi je bil pač klicaj, ne, čak malo. In potem sem mogla pač narediti shift v glavi. Prvič sem si sama kriva, ker nisem delala črno na belem, ampak sem zaupala ljudem. Drugo pa, da sem našla hvaležnost za druge stvari. Da sem našla druge osebne izkušnje, bla, bla, bla. Malo smo že čez te pol ure, ki smo jo obljubili, že bližamo se skoraj 3/4. Jaz se vsem zahvaljujem, ki ste bili danes za nami. Posnetek bo na voljo na spletni strani čez čas.